Med poznimi posledicami zdravljenja raka je srčno popuščanje eno najpomembnejših, zaradi tega, ker je po eni strani lahko to končna posledica samega zdravljenja raka, pa tudi drugih pridruženih dejavnikov tveganja, ki so zelo pogosti v populaciji, povišanega krvnega tlaka, kajenja, višanega holesterola, ishemične bolezni srca in tako naprej. Zato je tega veliko in zato je tudi tako pomembno, zlasti pri tej populaciji, ki je bila v preteklosti izpostavljena izkušnji z rakom. Raziskave si niso enotne, kako pogosta posledica zdravljenja raka je srčno popuščanje, govorijo tja okrog 20%, to je pa predvsem zaradi tega, ker gre za različne populacije posameznikov. Nekatere populacije imajo več dejavnikov tveganja za bolezni srca ali pa že izraženo bolezen srca in tam je pričakovano tega več. Posameznike, ki so imeli izkušnjo z rakom, bi želel opozoriti predvsem, da so pozorni na težave, kot so hitra zasoplost pri manjših naporih kot običajno, otekanje nog, tiščanje v prsih, izrazito zmanjšana telesna zmogljivost. Vse to nas lahko opozori na to, da imamo mogoče pozne posledice v smislu srčnega popuščanja. Zgodnje prepoznavanje srčnega popuščanja je pomembno zaradi tega, ker tako kot vse povsod v medicini, tudi tukaj velja čim prej, tem bolje. Čim prej odkrijemo srčno popuščanje, bolje ga lahko obvladamo, učinkoviteje ga lahko zdravimo. Res bi si želel vse posameznike, ki so imeli izkušnjo z rakom, da po tej izkušnji pomislijo tudi na srce.